Ohranjanje biotske raznovrstnosti in s tem tudi avtohtonih oziroma lokalnih pasem je danes eno temeljnih načel svetovne in evropske kmetijske politike. Avtohtone pasme so naša kulturna in naravna dediščina ter imajo bistveno vlogo pri ohranjanju biotske pestrosti, kulturne krajine in poseljenosti podeželja. Izgubljanje biotske pestrosti pri posameznih vrstah domačih živali ogroža trajnostni razvoj in ohranjanje kmetijskih zemljišč ter povzroča vedno večje zaraščanje podeželja. Uvajanje tujerodnih pasem v zadnjih desetletjih je povzročilo, da smo nekatere avtohtone oziroma lokalne pasme izgubili ali pa so se pretopile z drugimi pasmami. V Sloveniji imamo 14 lokalnih avtohtonih pasem, med katerimi so 4 ogrožene in 8 kritično ogroženih. Populacije so majhne, nekatere reje omejene na določene regije. Predvsem rejcem se moramo zahvaliti, da smo nekatere pasme ohranili do danes. Varstvo biotske raznovrstnosti v živinoreji se izvaja kot javna služba nalog Genske banke v živinoreji. Javna služba naloge upravlja v skladu z 7-letnim programom dela, ki je usklajen z globalnim načrtom ohranjanja živalskih genskih virov, ki so ga sprejele vse članice Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Program ohranjanja določa glavne cilje in usmeritve za izvajanje nalog, ki jih upravlja javna služba. Te naloge vključujejo ohranjanje vseh pasem domačih živali, ki se redijo na območju Republike Slovenije, s posebnim poudarkom na avtohtonih pasmah, redno in sistematično spremljanje populacij vseh pasem, analiza stanja in trendov v vseh populacijah domačih živali ter določanje ogroženosti pri avtohtonih in tradicionalnih pasmah domačih živali v Sloveniji. Javna služba skrbi za ohranjanje genetskih rezerv v Genski banki in žive populacije preko ohranjanja v ARK mreži. Izpolnjuje mednarodne obveznosti in aktivno sodeluje v mednarodnih organizacijah in projektih z tega področja. Pomembna naloga je tudi vzgoja in usposabljanje otrok in mladine o ohranjanju in pomembnosti biotske raznovrstnosti v živinoreji. Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji je prav tako ena izmed pomembnih nalog in navsezadnje povezovanje z drugimi deležniki in programi na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji. Lipicanec je ena najstarejših kulturnih pasem konj na svetu in eden od slovenskih simbolov. Njegovo ime se navezuje na Lipico, kraj izvora pasme na Slovenskem Krasu, kjer še danes redimo eno največjih in najbolj tipičnih čred lipicancev. V Sloveniji je danes lipicanski konj kritično ogrožena pasma, a je razširjena tudi v svetu. Lipicanec je vsestransko uporaben, skromen, vzdržljiv in vodljiv konj živahnega temperamenta. Primeren je za rekreativno jahanje in dresurno jahanje. Nauči se tudi najtežjih elementov španske jahalne šole. Kot tekmovalni konj v vpregah dosega zelo dobre rezultate. Lipicanca prepoznamo tudi po tipični beli barvi, ki jo dobi šele v starosti med 7 in 10 letom. Žrebeta so ob rojstvu najpogosteje črna ali siva, lahko tudi rjava in starostjo osivijo do skoraj popolnoma bele barve. Slovenski hladnokrvni konj je nastal na območju severovzhodne Slovenije in Gorenjske na osnovi domačih danes že izumrlih pasem hladnokrvnih konj in oplemenjevanja žrebci pasme Percheron ter noriški konj. Danes je pasma razširjena po celotnem območju Slovenije. Konji te pasme so vztrajni in umirjenega temperamenta, odlikujeta jih čvrsta konstitucija in dobro izkoriščanje krme. Pri pasmi so zastopane vse barve, razen listcev. Beli znaki niso zaželeni. Najpogosteje so rjave, lisičje in črne barve. Je vprežni konj primeren za razna dela v kmetijstvu in gozdarstvu, v zadnjem času tudi za ježo.
S konji te pasme rejci sodelujejo v okviru številnih turističnih prireditev in kmečkih praznikov. Meso za ta namen vzrejenih žrebet je v Sloveniji cenjeno. Posavski konj je dobil ime po območju nastanka v porečju Save. Tradicionalno ga redijo na območju Krškega polja in Brežic ter na Hrvaškem. Izoblikoval se je na osnovi avtohtonih konj, ki so jih križali z različnimi pasmami hladnokrvnih konj. Tako je nastal konj manjšega okvirja in mirnega temperamenta. Odlikuje ga čvrsta konstitucija, vzdržljivost, odpornost na bolezni in neugodne vremenske razmere. Po barvi prevladujejo rjavci, manj je vrancev, lisjakov in sivcev. Pasma je kritično ogrožena zaradi majhne populacije in visoke stopnje sorodstva. Konje te pasme uporabljamo predvsem za vprego, za dela na polju in v gozdu, jahanje ter v turistične namene. Velik del populacije se uporablja za vzrejo klavnih žrebet in s tem za prirejo konjskega mesa. Izvorno območje bosanskega planinskega konja je območje bivše Jugoslavije, predvsem območje Bosne in Hercegovine. V Sloveniji se je pasma pojavila okoli 16. stoletja in ti konji so bili uporabni za prenašanje tovora, zlasti na težko dostopnem terenu. Uporabljali so jih za potrebe vojaških planinskih enot in oskrbe večine planinskih koč. Bosanski planinski konj je plemenit toplokrvni konj čvrste konstitucije, manjšega okvirja in skladnih telesnih oblik. Je živahnega temperamenta, a kaže pripravljenost za sodelovanje. Sposoben je prenašanja tovora do 1/3 lastne teže. Primeren je za vprego, za delo pod sedlom ter za vse zvrsti ljubiteljskega konjeništva. Dovoljene so vse barve razen sive, lisaste in pegave. Najpogostejši so rjavci in vranci. Pasmo pa vzrejajo tudi v drugih državah, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Hrvaškem, Nizozemskem, v Švici, Nemčiji in Avstriji. Cikasto govedo je bilo še pred slabimi 60 leti ena izmed najbolj razširjenih pasem goveda na območju Slovenije. Pasma izvira iz Bohinja, ki je bilo v preteklosti v tesni povezavi s planšarstvom. Cikasto govedo je nekoliko manjše od drugih pasem, odlikujejo odpornost in prilagodljivost na pašo na strmih gorskih pašnikih. V skladu z rejskim programom je danes proizvodnja usmeritev kombinirana za prirejo mleka in mesa, medtem ko je glavni cilj ohranitev pasme. Pasma je cenjena v slovenskem alpskem prostoru, saj dobro izkorišča planinsko pašo. Mlečni izdelki iz mleka, prirejenega na planinski paši, so kakovostni in med potrošniki zelo cenjeni. Veliko kmetij krave te pasme redi kot dojilje za prirejo odstavljenih telet za zakol ali nadaljnje pitanje. Prodaja mlečnih in mesnih izdelkov poteka največkrat na domu ali na planini. Pasma izvira iz območja Krško-Brežiškega polja ter obronkov Gorjancev, kjer se je razvijala in preživela do danes. Danes je pasma razširjena po celotnem območju Slovenije. Reje so majhne, tretjina jih redi le eno svinjo. Za pasmo je značilen neprekinjen bel pas čez pleča in sprednje noge, preostali del telesa je črne barve, bela naj bi bila tudi rilčeva plošča. Pasma je prilagojena na skromne razmere, odlikujejo dobra ješčnost, dobra kakovost mesa ter izredna odpornost. Namenjena je prireji kakovostnega mesa in slanine v skromnejših razmerah. V prosti reji pridejo vse prednosti te pasme do izraza, vključno z materinskim nagonom, ki odlikuje svinje. Meso je okusno, saj ima večji delež mišične maščobe in je primerno tako za pečenke kot za suhomesnate proizvode.
Pasma je dobila ime po krajih Jezersko in Solčava, kjer je bila reja teh ovc v preteklosti najbolj množična in najbolje organizirana. Je mesna pasma ovc, danes razširjena po vsej Sloveniji. Ovce so večinoma bele barve, pojavljajo se tudi črne, temnorjave in pisane oziroma črno-bele. V preteklosti je morala imeti okoli oči značilna očala ali solzo. Kasneje so rejci to lastnost opustili. Danes so očala ali solza ponovno zaželena lastnost. Za pasmo je značilna izbočena nosna linija, no ovce te pasme pa so dobro prilagojene na nizke temperature ter pašo na strmih planinskih pašnikih. Glavni tržni proizvod je meso, ki je zaradi paše še posebej kakovostno. Volna je tudi kakovostna in primerna za predelavo. Poleg pletenja jo danes uporabljajo tudi za polstenje oziroma filcanje, s čimer nastajajo cenjeni tradicionalni izdelki. Pasma je nastala z oplemenjevanjem avtohtone jezersko-solčavske ovce z romanovsko ovco z namenom izboljšanja plodnosti in povečevanja gnezda. Pasma je primerna za čisto pasemsko rejo in za gospodarsko križanje, namenjena za prirejo klavnih jagnet in volno. Živali so velikega okvirja in imajo belo, pogosto tudi rjavo ali črno barvo volne. Vse živali so brezrožne in imajo krajše uhlje in krajši rep v primerjavi z avtohtono jezersko-solčavsko ovco. Pasma ima tudi odlične pašne lastnosti, pomembne za preprečevanje zaraščanja nižinskih in hribovitih pašnikov. Po velikosti populacije je pasma na drugem mestu med slovenskimi pasmami ovc. Razširjena je po celotnem območju Republike Slovenije. Istrska pramenka se je razvila na območju Krasa in Istre, dandanes pasmo redijo le v nekaj rejah, večinoma na območju nastanka pasme. Ovce so večinoma bele s temnimi pikami po glavi in trupu. Za to pasmo je značilna slabša poraščenost z volno, saj so po nogah in trebuhu večinoma gole, drugod jih pokrivale groba krovna dlaka. Ovce so praviloma brez rogov, ovni imajo dobro razvite in nazaj zavite rogove. Pasma je namenjena prireji mleka in jagnet. Ovce te pasme so skromne, saj popasajo tudi staro suho pašo. Pasma je zato še posebej primerna za preprečevanje zaraščanja na Krasu in v Istri. Glavni vir dohodka so mleko in mlečni izdelki, ki jih rejci večinoma prodajo na domu. Zaradi značilne klime in rastlinja ter postopkov izdelave in zorenja je kraški in istrski ovčji sir prepoznaven po teksturi in okusu. Belokranjska pramenka je namenjena prireji jagnet. Nekoč so jo redili na obeh bregovih reke Kolpe, predvsem v hribovitih in kraških predelih Bele krajine. Redili so jo zaradi okusne pečenke in tudi zaradi volne, iz katere so gospodinje izdelovale nogavice in jopice. Danes je najbolj razširjena na območju Adlešičev, Črnomlja in Vinice. V poletnih mesecih se pokrajina pogosto bori s sušo, zato ovce, ki se pasejo na kamnitih kraških tleh, odlikuje skromnost. V zimskem času jih dolga pramenasta volna ščiti pred mrazom in dežjem. Prevladujejo živali bele barve z značilnimi črnimi lisami ali pikami po glavi in po nogah. Ovne pa krasijo izjemno bogati rogovi, ki so pri starejših živalih nekajkrat zaviti. Pasma je znana po dobri kakovosti mesa in okusni pečenki, ki je med lokalnimi prebivalci zelo cenjena. Bovška ovca je dobila ime po kraju Bovec, kjer to pasmo tudi največ redijo. V dolini Trente ji pravijo tudi trentarka. Bovška ovca je manjša ovca, njena volna je bele, črne ali rjave barve. Živali imajo majhno in ozko glavo, poraščeno do uhljev in po čelu, lahko imajo tudi čop. Imajo majhne in vstran štrleče uhlje. Volna je groba in dokaj resasta. Odlikujejo dobro odpornost in prilagojenost na skromne razmere.
Za pasmo je značilna odlična mlečnost, glavni namen reje je prireja mleka in jagnjet. Mlekorejci tradicionalno predelujejo v sir pod zaščiteno blagovno znamko Bovški sir. Stranska proizvoda sta albuminska skuta in sirotka. Večino izdelkov rejci prodajajo na domu, poleti tudi na planinah, kjer se ovce pasejo. Nekoč je bila domača koza pomemben vir mleka, mlečnih izdelkov in mesa. Oblikovala sta se dva tipa drežniške koze. Na območju Bovca mlečni tip, v okolici Drežnice mesni tip. Prevladujoča barva dlake je črna in sivo-črna, najdemo tudi rumeno-oranžne živali. Kozli so praviloma rogati, rogovi lahko dosežejo tudi meter dolžine. Za kozle in nekatere koze je značilna močno razvita brada, na vratu se pogosto pojavljajo zvončki. Koze so živahnega, skoraj divjega temperamenta. Na območju Drežnice se koze pasejo na planini od zgodnje pomladi do začetka zime in jih redijo izključno za prirejo mesa. Na območju Bovca, kjer sirarska tradicija sega v 13. stoletje, rejci še danes izdelujejo kozji sir. Prodaja večine mlečnih izdelkov poteka na domu, v času poletne paše pa na planini. Štajerska kokoš je bila v preteklosti razširjena po vseh alpskih deželah, kot ožja domovina pa se omenja južni del avstrijske Štajerske in območje med Muro in Savo na Štajerskem. Obstajalo je več barvnih tipov, vendar se je v Sloveniji ohranila le jerebičasta štajerska kokoš. Zaradi svojih lastnosti je primerna predvsem za manj intenzivno rejo na kmečkem dvorišču. Je prikupna in skromna kokoš, znana po pogumu in živahnem temperamentu, dobri odpornosti proti boleznim in sposobnosti iskanja krme. Značilen je čop iz podaljšanih peres za grebenom, ki je pri kokoših bujnejši, pri petelinu bolj redek in iz daljših peres. Ima majhne in bele priuhke. Pasma se uporablja za prirejo jedilnih jajc, predvsem v ekološki reji, jajca pa imajo značilno belo barvo lupine. Kranjska čebela je slovenska avtohtona čebela, ki jo je človek gojil vse od naselitve v naših krajih. Prvotno so čebelarili v kladah, to je v drevesnih deblih z dupli, danes pa največ v Albert Žnidaršičevih panjih. Kranjska čebela je znana po mirnosti, delavnosti in odlični orientaciji. Odlikujejo dober donos, dobra orientacija pa ji pomaga, da ne uletava v tuje panje. V Sloveniji je dovoljeno gojiti le kranjsko čebelo, ki pa jo ogroža intenzivno kmetijstvo s fitofarmacevtskimi sredstvi in klimatske spremembe. Prvotno so čebele gojili zaradi medu in voska, kasneje tudi zaradi drugih proizvodov, kot so matični mleček, propolis, cvetni prah in čebelji strup. V Sloveniji čebelarji gojijo več kot 210 tisoč čebeljih družin, ki imajo pomembno vlogo pri opraševanju.